torej da bi spodbujali, naj si bo k nasilju, da bi spodbujali k oborožitvi ali slovensko stran, ali ne nazadnje tudi hrvaško stran in kopičenje oboroženih sil na meji. Ocenjujemo, da tovrstna politika ni kredibilna in da je prej v škodo lastni državi, torej Sloveniji, kot bi bila v korist. Prepričani pa smo, da bi morala vlada Republike Slovenije, ki vodi tako zunanjo politiko, kot celotno diplomacijo, ne nazadnje pa v zadnjih 3 mesecih tudi predseduje Evropski uniji, narediti 4 stvari. Tudi tokom včerajšnjega razgovora, ki ga je sklical predsednik vlade v državnem zboru, ravno na temo odnosov Slovenija-Hrvaška, smo izpostavili te 4 elemente. In sicer prvič, odpoklic veleposlanika iz Republike Hrvaške, torej slovenskega veleposlanika iz Zagreba. To je v mednarodnih, dvostranskih pogajanjih ali dvostranskem reševanju odprtih vprašanj zelo pogost pojav in je eno izmed klasičnih diplomatskih orodij višje oziroma močnejše teže. Glede na to, da različne diplomatske note, ki so bile zdaj dokaj v obliki inflacije med Ljubljano in med Zagrebom in katere so podpisovali ali državni podsekretarji ali pa državni sekretarji, niso nikoli zalegle. Bi po naši oceni Slovenija morala v zameno za izkaz resnosti težave odpoklicati torej našega veleposlanika. Istočasno, in to je bilo seveda tudi izpostavljeno tokom včerajšnjega srečanja, bi po naši oceni moral parafirati protestno noto tudi sam predsednik vlade, torej gospod Janez Janša. Ne pa da odgovornost za nastajanje vedno novih konfliktnih situacij prelaga na nižje državne uradnike, s tem pa žal dosega, torej tudi, da se odgovornost minimizira in da se problem minimizira. In to seveda ni v interesu naše države, torej Republike Slovenije. Kot pa veste, se prihodnji teden srečajo države članice NATO. Države članice NATO, ki bodo odločile o temu, ali naj se začno vsebinska pogajanja z Hrvaško za njihov izkazan interes po vstopu v NATO. Po prepričanju poslanske skupine Lipa, glede na to, da Slovenija ima pravico svojega neja to vrstni prošnji s strani Republike Hrvaške, bi bilo seveda smiselno izkoristiti to možnost in tudi na ta način pokazati, da Slovenija pač ni neka država, s katero se lahko vsak igra, pa naj si bo na področju ozemeljskega vprašanja ali na kateremkoli drugem področju. In v nadaljevanju bi po našem trdem, ne nazadnje tudi strokovnem prepričanju, veljalo, da bi Slovenija končno zavzela stališče, tako kot so ga vse ostale države sprejele, kadar nastopa vprašanje razrešenih vprašanj, v obliki strategije ali resolucije, torej zapisa, ki ga sprejme državni zbor o odnosih z Hrvaško. Po naši oceni bi s tovrstnim zapisom prvič naredili tisto, kar v slovenski politiki zaenkrat še nikoli ni bilo, torej poenotenje. Drugič, jasno bi opredelili, kateri so cilji in katere so točke, od katerih se Slovenija kot država ne sme umakniti. In tretjič, dobili bi dokument, ki bi bil izhodišče za morebitno vprašanje, reševanje vprašanja med Slovenijo in Hrvaško v okviru oziroma pred tretjimi osebami.